Hvala, dober večer še z moje strani. Ja, kot je že gospa Janja rekla, ne, jaz v bistvu sem se... Mogoče manj bližje, da se slišala dobro. Je boljš? Okay. Dobro, pač jaz sem se v svoji diplomi v bistvu ukvarjal skupino OHO in specifično z njihovim delom Triglav, a ne, kot lahko vidite na tej sliki, ne. Zdaj pridemo na ta najbolj zanimiv del od OHO-ja. Bi najprej povedal še par zgodovinskih ozadja, kako je do tega sploh prišlo, malo tehničnih stvari, zelo na kratko, potem pa na bolj zanimive dele. Pač gore, ne. Gore od nekdaj burijo človeško domišljijo, v vznožje, kjer so gozdovi, na strminah so prebivale neke pravljična bitja, na vrhu gora so ponavadi prebivali kakšni bogovi, a ne, in skozi to so gore zmeraj nekako fascinirale ljudi. Poleg tega, a ne, tudi gore so bile v bistvu neka zadnja divjina tle v Evropi, a ne, pač v Afriki imamo Saharo, deževne gozdove, tle pa je bilo recimo tale pač neosvojeni vrhovi, ne, in to je od nekdaj privlačilo ljudi, a ne, in tle v Sloveniji ni bilo nikakor nič drugače, ne. Poleg tega, a ne, pa pač je v Sloveniji, pač ena specifika Slovenije tudi to, ne, da v bistvu imamo to našo goro, najvišjo goro Triglav, a ne, tudi na državnem grbu, a ne. In mene je to predvsem fasciniralo, a ne, kako ta Triglav v bistvu povezuje ljudi, a ne, ker se pojavlja in v umetnosti, pač v kulturi nasploh, na državnih simbolih, v gospodarstvu, pač kot smo pol videli pač preko nekih logotipov ali pa imen podjetij, v glavnem Triglav je povsod, a ne, in pač kako je do tega prišlo, a ne. Zdaj, v sociologiji, ki se ukvarja s proučevanjem naroda in nacije, ne, je nek najbolj osnoven in najbolj znan pač rek, ki ga je napisal Benedict Anderson, a ne, in se glasi: narod je zamišljena politična skupnost, a ne. To je slovenski prevod, a ne, zdaj zamišljena. To ne pomeni zdaj, da se mi kar nekaj predstavljamo, ne, ena skupina tam je ista kot mi. Pač zamišljena pomeni samo to, da je to neka velika skupina, kjer pač vsak posameznik ne pozna vseh ostalih članov te skupine, a ne, ampak se pa lahko to zamišlja, ne, recimo pač na primeru recimo Slovencev, ne, oziroma naroda, ne, je to, jaz nikoli ne bom poznal, ne vem, vseh iz Maribora, ne, se pa lahko predstavljam na podlagi, ne vem, recimo naše kulture, jezika, nekih fizičnih ali pa tudi čisto abstraktnih simbolov, ne, da pač naj bi imeli nekaj skupnega, ne, in nas to pač pol povezuje v narod, a ne. Zdaj recimo fizični simboli, ne, recimo knežji kamen, jezik slovenščina, ne, kultura, ne vem, da se dokazujemo skozi šport, a ne. In zdaj, ne, recimo Triglav, ne, je pa recimo tak simbol, ki v bistvu zapolnjuje, je in fizična gora, ne, in je čist nek tak abstrakten simbol, a ne. In skozi ta simbol v bistvu, ne, potem se nekako pač pripadniki naroda identificirajo, a ne, recimo, ne, ja, Primorci imajo morje, ne, ampak vidijo Triglav, a ne, recimo Štajerci nimajo morja, imajo trg, to pa to, ampak tudi ne, živimo pod Triglavom, a ne. In skozi to pač, skozi današnjo prezentacijo bom probal nekako približati predvsem to novejšo zgodovino, ker jaz sem to raziskoval potem skozi polje sodobne umetnosti, ne, kako je v bistvu ne toliko ta državna vloga, ampak pač kako je v bistvu umetnost Triglav videla, ga interpretirala in kako je to potem, kako to pač tudi ljudje pol sprejemajo, ne samo umetniki, a ne. Zdaj za začetek, a ne, gora Triglav, a ne, 2864 metrov nadmorske višine, najvišja gora v Sloveniji, včasih najvišja gora v Jugoslaviji. Zakaj je to pomembno, ne, recimo, pač bomo videli malo kasnejše, a ne, zdaj, Triglav, a ne, ime Triglav, zdaj, kaj to pomeni? Večina nekako velja ta razlaga, ne, da Triglav naj bi nosil ime po slovanskem božanstvu Triglavu, ker ima tri glave, ampak v bistvu za to ni nobenih dokazov. Nimamo nobenih ostankov kakšnih tempeljev, nobenih še manj kakšnih zapisov. Zato obstaja pač druga razlaga, da Triglav v bistvu pač je dobil tako ime, zato ker je ta silhueta, tri glave, ne.
Ampak recimo, če pogledamo Triglav s severne strani, ne, recimo vidimo, da je pač nek kucelj, ne zgleda tako neki ravno Triglavu. Recimo tudi Valvazor napiše, da pač ima tu pač za Triglav uporab ime Krma. In sklepajo, da pač je vprašal nekega domačina severne strani in je potem pač v Slavi Vojvodini Kranjske tu uporabil. Ampak potem pa ne, če pogledamo Triglav z južne strani, ima pa že neko to obliko, bolj znano. Tako da pač ta Triglav, pač kot Triglava, se v bistvu vidi samo z južne strani, ampak ime se je pa ohranilo pač nasploh, trenutno. Mislim, se je ohranilo. Zdaj, nekaj na kratko, pač Triglav v bistvu stoletje v bistvu ni imel neke posebne veljave, je pa v bistvu zadnjih 300 let postal nek tak kulturni simbol. Zdaj, prvi poizkus vzpona je bil 1777, Francoz Balthazar Raquet proba priti do vrha, ampak mu ne rata. Ampak potem pa že leto kasneje, 26. avgusta 1778, vrh osvojijo tako imenovani štirje srčni možje. To odpravo je v bistvu zbral Žiga Zois in ni bila lih neke narodno zavedne narave, ampak v bistvu se je šlo, da so iskali nove rudnine. In to je bilo še neraziskano območje plus najvišji vrh tam okoli, in s katerega bi bil dober razgled. Tudi kot zanimivost, v bistvu prav nekega prvoosebnega poročila o tem vzponu ni, so samo neki posredni potem vire. Zdaj, potem, s tem, ko nastane ta prvi, mislim, ko opravijo prvi vzpon, se dokaže, da na Triglav se da priti, pot je začrtana in Triglav kar naenkrat pač res vzburi to domišljijo Slovencev. Zdaj, ni bila to zdaj taka eksplozija, ne vem, kaj danes na socialnih omrežjih, ampak začnejo se pojavljati prvi pustolovci, v bistvu tudi prvi turisti. Prednjačijo, dosti tega prednjači, recimo pač duhovniki v tistem času so hodili gor na Triglav. Ampak to je bilo tako zelo adrenalinski šport, še zmeraj tukaj govorimo o par desetih ljudi. Ampak več ljudi, ki je šlo, več informacij je prišlo nazaj, in potem pač začne to domišljijo burkati tudi umetnikam, pojavljajo se litografije, oljne slike, kasneje tudi pač razglednice. Tle zdaj ena bolj zgodnejših, je ta slika Marka Pernharta. Kot vidimo, tudi on pač je slikal Triglav, ampak pač to ni njegova edina slika Triglava, ampak povsod je pač isti motiv. V bistvu on ne riše te špice Triglave, ampak riše samo to najvišjo špico, ki se pne v nebo. Ker v bistvu že od časa, že pred njim, v bistvu je bil Triglav nekako dojemen z dela tega takratne slovenske intelektualne elite. V bistvu so hoteli narediti Triglav kot nek slovenski Olimp, torej neko pač bivališče slovanskih bogov. Prvi je s tem začel linkati, recimo. Ampak pač je bila bolj ta visoka koničnost, ki se pne nad vse ostalo pokrajino. Ni bilo ta pač slovansko obarvano pač Triglavo. Ampak recimo tudi Vodnik napiše pesem Vršac, kjer tudi opisuje Triglav nad slovensko pokrajino. Ampak potem, in potem, ker pač tu vstopi v polje kulture, v širše zavesti, pač tu, da je Triglav pač slovenski ali pa ni slovenski, rata veliko vprašanje, ker se začnejo te kulturni boji med slovensko govorečim prebivalstvom, pač slovensko kulturo in nemško govorečim z nemško kulturo. Vsi so se hoteli lastiti najvišji vrh Kranjske, najvišji vrh Slovencev. In potem pač nastopi pač Jakob Aljaž, 15. aprila 1895 za 1 gold dinar odkupi vrh Triglav. To je tako pač simbolno dejanje, vrh Triglava postane slovenski, s tem
pač te kulturni boji absolutno niso bili zaključeni, a ne, pač nemška stran se je takoj seveda pritožila tudi na sodišče, da on pač ne more odkupiti tega vrha, da so lastnike pač cerkev in pač bili posredno pač oni lastniki. Ampak potem pa pač čez v bistvu pol leta, 7. avgusta 1895, Jakob Aljaž v nekaj urah pač s pomočniki oziroma skleparskim mojstrom postavil ta Aljažev stolp. Najprej se je imenoval Triglavski stolp, pač ker je na Triglavu, ampak so ga zelo hitro preimenovali v Aljažev stolp po človeku, ki ga je dal postaviti. In potem v bistvu 2 tedna kasneje, po tej postavitvi, je tudi uradna slovesnost za postavitev stolpa. Pač to je bilo 22. avgusta, zdaj pa, zakaj je ta slovesnost še tako dodatno posebna, je pa zato, ker v bistvu na tej slovesnosti je pa prvič pelo, pač ta pesem Oj Triglav, moj dom, kako si krasan, ki tudi napisana je bila sicer 1 leto prej, napisal jo je Matija Zemljič Slavin, ki je bil tudi duhovnik, ampak pol jo je pa uglasbil Jakob Aljaž. In od takrat, ko so jo zapeli tukaj gor, v bistvu je ta pesem postala nek del narodnega repertoarja. No in potem pač seveda spet, pač te boji potekajo naprej, kulturni in, čez 1 leto v bistvu je zgrajena in otvorjena pač Triglavska koča na Kredarici. To pač, če je bil pač od postavitev in otvoritev Aljaževega stolpa neko bolj intimno dejanje. Ni bilo dosti ljudi, niti šele pol v Planinskem vestniku v bistvu je bila novica, da se je tu postavilo. Pač tle na odprtju Triglavske koče je bilo pa to v bistvu mednarodni dogodek. To je bilo tako nekaj ogromnega. Pač ljudje so, pač najprej bil to tehnični podvig, ker v enem letu zgraditi kočo vse znova zgor v tistih časih, še danes je problem, v tistih časih sploh ne. In potem pač, ki je bila ta koča postavljena, ki se je bližala otvoritev, v bistvu že par dni prej je bila koča polna planincev in častnih gostov in ki so hoteli priti. Prišlo je pač veliko znanih oseb, recimo med drugimi tudi Franz Aleški Finžgar. Prišlo je veliko pač neznanih vsakdanjih ljudi. Prišle so mednarodne delegacije od drugih planinskih klubov, recimo iz Češke, iz Avstrije, iz Hrvaške, Staterven, pač Taterski klub planinski. Pač, to je bila otvoritev, pač o njej se je pisalo se v vseh velikih takratnih časopisah, slovenskih in tudi nemških. Pač, to je bila res za tiste čase ogromna otvoritev z ogromnega pomena. Pač, tako da v koči pač ni bilo več placa za vse, ki bi hoteli prespati, in po isti dan v bistvu pač so pol hodili tudi gor na Triglav pa nazaj dol, pa je bilo tudi zelo polno, zelo živahno. Pač koča se je otvorila pa 10. avgusta 1896. Zdaj, pač nekako, ko je bila ta koča zgrajena, v bistvu je bil potem v bistvu še zadnji poskus z nemške strani, da bi to kočo v bistvu predali njim, ampak ker jim ni ratalo, so pol nekako obupali in so v bistvu ali pa izčrpali vse pravne možnosti in pač je vrh Triglava in nekako to najbližje podnožje Triglava ostalo slovensko. In pač tukaj recimo vidimo eno razglednico iz 1913. leta. Zdaj, ki je bil Triglav slovenski, se pač v bistvu še bolj in se je od tega toliko poročalo, pač se tu še bolj vtisne v zavest. Tudi na kulturnem področju. Recimo potem, čez par desetletij, pač, ko pride recimo do tega, da tehnologija napreduje do te mere, da pač lahko posnamemo celo večerne filme. Prvi slovenski celovečerni film je nastal leta 1931, imenuje se V kraljestvu Zlatoroga in postavljen je bil, ne boste verjeli, na Triglave. Zgodba. In potem tudi drugi celovečerni film, ki je nastal 1 leto kasneje in se imenuje Triglavske strmine, na Triglave. Pač, vsa ta tudi kulturna produkcija se je fokusirala na Triglav, kar je še dodatno okrepilo to njegovo prezenco tudi v neki vsakdanji zavesti.
Pa da ne bom sem tle od kulture govoril, ne, pač, ker je bilo tudi pomembno za kulturo, ne, se je to pol zrcalilo tudi v politike, a ne. Zdaj, a ne, že med drugo svetovno vojno, ne, Osvobodilna fronta, v bistvu, Osvobodilna fronta je ustanovljena v noči 26. na 27. april 1941 in potem pač ta znak s Triglavom, ne, OF, šest črt, a ne, v bistvu zelo preprost znak za narediti, ne. Izmislili ste se ga Edo Ravnikar in Marjan Trpina, ne, po poklicu arhitekta. In potem 28. oktobra istega leta 1941 se je ta znak že pojavil v bistvu na trosilnih listah, ki so jih potem pač v tiste noče trosili po Ljubljana, ne. To je bila pa noč na predvečer praznika 29. oktobra, ki je pač obletnica ustanovitve države Slovencev, Hrvatov in Srbov, a ne. Pač to je bil v bistvu nek tak tudi prvi v bistvu protest, a ne, takrat kulturni, a ne, proti okupatorju. Ampak pač tle zdaj sicer nimam slike, ne, ampak pač Triglav ni bil znak samo Osvobodilne fronte, ne, v bistvu pač se je tudi druga stran izbrala Triglav za svoj znak, a ne. Recimo pač Slovenska zaveza je bila ustanovljena leta 1942, torej eno leto kasneje, ampak v svojem časopise pa imajo pač za ta simbol oziroma za logotip prav tako podobo Triglava, samo ni taka, ampak malo bolj podobno izgleda kot današnji grb, ne. Pač ni isto, ampak pač če bi kdaj želeli videti, recimo zdaj je na tej občasni razstavi v tem muzeju, je pač na razstavi ta stran časopisa, pa lahko tu vidite, če bi se kdaj želeli pogledati, ne. No, potem je pač po koncu druge svetovne vojne, a ne, se ustanovi Jugoslavija, Slovenija postane socialistična republika in pač nekako ohrani Triglav za svoj grb. Grb v tej podobi v bistvu ga zasnuje arhitekt Branko Simčič. Zdaj, ne, kaj je poleg tega, ne, okrasje okolja, ne, kaj je zdaj glavna razlika, ne. Tle se pojavijo pač te valovnice za morje, ne. V bistvu valovnice, ki simbolizirajo slovensko primorje, ne. V bistvu se dodajo leta že 1943, ko se sprejme odlok o priključitvi slovenskega primorja Združeni Sloveniji in Jugoslaviji. No, takrat naprej imamo tudi pol te valovnice za morje. No, potem pa pač, sam grb pa je bil sprejet leta 1947 uradno v tej oblike. No, in potem pač naprej, ne, pridemo do samosvojitve. Leta 1991 naredijo natečaj, kaj bi bil nov slovenski grb, ker nova država potrebuje nove državne simbole. Na natečaju v bistvu potem izberejo 4 zaključna dela. Dve od teh del v bistvu imajo Triglav za osnovo. Potem nekako na koncu obvelja pač grb Marka Pogačnika, ki predstavlja Triglav z valovnicami in pa zvezdam grofov celjskih. Zdaj, a ne, Marko Pogačnik je tudi pač eden od članov skupine Ad hoc, ko boste potem videli, a ne. Tako da pač je tako zanimivo naključje, da v bistvu na koncu je bila skupina Ad hoc zelo povezana s Triglavom, pa gre za neko pač neoavantgardno, modernistično umetniško skupino. Tle bi pa še dodal, da v bistvu Pogačnik potem utemeljuje ta grb kot kozmogram in to iz grščine ven je vzeto kot pač, da je nek zapis, v bistvu kot nek genski zapis, a ne, v bistvu da bi ta grb predstavljal nek genski zapis Slovencev, a ne, oziroma pač neka sinteza zgodovine in kulture in geografije. Zdaj potem, a ne, kot sem že prej omenil, recimo imamo pač grb pač v vseh porah, recimo imamo v podjetjah, zavarovalnica Triglav, najbolj znan primer glede na ime. Recimo po logotipu pa sem jaz izbral recimo Triglav film, zdaj sicer ne obstajajo več, so že propali, ampak Triglav film je pač za svoje dni posnel tudi ene najbolj ikoničnih oziroma kultnih slovenskih filmov, Na svoji zemlji, Kekec, Vesna, Dolina miru, Ne čakaj na maj. In poleg pač podjetij, gospodarstva, seveda, ki imamo še največ teh simbolov, seveda šport, pač slovenska nogometna reprezentanca že
mislim, da že 2 desetletji vsaj uporablja Triglav na svojih dresih, slovenska košarkarska reprezentanca ga je tudi dolgo uporabila, zdaj v tej zadnji verziji dresa ga nimajo več. Ampak zdaj hočem pokazati, da Triglav je skozi neke te boje, skozi neko kulturne boje, ampak v bistvu tudi čisto geografske, tudi ki je bila Rapalska meja, je bilo neko politično kupčkanje na konferenci, bo Triglav na italijanski strani ali bo Triglav na jugoslovanski strani. Ostal je na jugoslovanski strani, ker je v bistvu tudi Slovenska planinska zveza je v bistvu malo pritisnjena na jugoslovansko delegacijo, da to je neko tudi simbolno, da Triglav ostane na jugoslovanski strani. Zdaj, glavnem Triglav je bil povsod nekje vpet. Zdaj, ko bom pokazal, sodobna slovenska umetnost tudi se mu ni izognila. Ampak zdaj pa pridem, povem o tem, še na hitro 2 tehnična pojma. Jaz tle se ukvarjam v bistvu z 2 umetniškima zvrstema, to sta happening in pa performance. Zakaj je treba tu pojasnjevati? Happening in performance sta neke zelo sorodne zvrsti, ki jih niti v bistvu poznavalci večinoma priznavajo, da jih je zelo težko ločiti, ker sta zelo eno in isto, zelo težko definiraš, kdaj se eno konča, pa drugo začne. Ampak tako na hitro, happening je predhodnik performance, če rečemo po domače. Začel se je prej, uradno od leta 1959. V Ameriki je Alan Kaprow naredil dogodek z naslovom 18 Happenings in 6 Parts. Ampak dogodke, ki bi jih lahko imenovali happeningi, so se dogajali že prej. Zdaj te happeningi so postali tako cool, tako in v bistvu, ker so šli ljudje recimo zvečer ven, so začeli spraševati se med sabo, what's happening, baby, kje se kaj dogaja. Je postalo tu zelo skomercializirano, vse so to uporabljali. In ta Alan Kaprow v bistvu je zato nehal delati te happeninge, ker se mi je zdelo, da so preveč skomercializirano. Ampak on osebno, drugo so nadaljevali. Zdaj, če bi nekako, kaj pa bi bil ta happening, v splošnem happening je nekaj, kar je zelo ohlapno načrtovano, samo neke grobe skice, danes bomo prišli, na neko lokacijo, recimo v mestni muzej, pa bomo, prinesli s sabo balone, pa bomo pa videli, kako se bo večer naprej odvijal. Zato, ker pri happeningu je zelo pomembna ta interakcija v bistvu z obiskovalci, z gledalci. V bistvu happening nastane v sodelovanju z njimi. Oni so glavni komponenta happeninga. Medtem, ker recimo performance je pa malo drugače, performance je malo mlajša zvrst. Zdaj, kdaj se konča happening, kdaj se začne performance, je malo težko reči. Nekako je prišlo do tega, da se pojmuje, da od tiste stvari, ki se dogajajo od 70 let dalje, nekako spadajo v polje performansa, ne pa več happeninga. Zdaj, performance, recimo, v slovenščini pomeni prizoritev, ampak to je samo en od pomenov. Ampak je pa tudi res, da performance kot takem je pa poudarek v bistvu na avtorje. V performance je bolj načrtovan, v bistvu je zelo dodelan koncept, kaj se bo dogajalo, in publika je bolj nazaj v vlogi v bistvu nekih gledalcev, niso pa več toliko udeleženci. Še vedno so lahko udeleženci, ampak po večini pa imajo dosti manj te agencije. Bolj samo da nekaj gledajo, interpretirajo in potem to sporočilo nesejo ven. Ni več tako zelo družabni dogodek. Torej, v bistvu, ko govorimo tle o hoji, v bistvu govorimo, da so izvajali happeninge, medtem ko nadaljne rekonstrukcije pa govorimo, da so performance. Zdaj, v današnjih časih nekako happening spet prihaja nazaj, nekateri umetniki svoje dogodke poimenujejo spet happeninge. Zdaj so tudi
happeninge, ki so take, ki so bile v 60-ih letih, niti ne, ampak je definicija tako ohlapna, da pač zakaj pa ne, pač happening prihaja nazaj v modo očitno. No, zdaj pa pač na tisto te glavno skupino OHO, ne. Zdaj seveda ni tako preprosto, ne. Pač skupino OHO se deli na dva dela, ne. Pač najprej je tle gibanje OHO katalog, to je pač neka širša skupina, tle so se povezvali v bistvu ljudje z več različnih pol. Gibanje je nastalo nekako kot združitev skupine OHO oziroma teh ljudi, ki so takrat stvorili OHO in pač skupine, ki se je zbrala okoli kataloga, to je posebna izdaja revije Problemi, ne, pač zato je nastal ta katalog, ker je toliko veliko ljudi z različnih zanimanj, z različnih področij nekako čutilo, ne, da jih nekaj združuje, ampak pač so bile še zmeraj toliko različne stvari, da niso mogli pa vse biti pa niso želeli biti vse v enem kolektivu, ne. In potem znotraj tega gibanja OHO katalog, ne, pa se pač formira neka ožje umetniško jedro, ne, to je pa ta skupina OHO. Zdaj imena če grejo imena od zgoraj dol, grejo po sliki od desne proti levi, ne, to so Marko Pogačnik, Milenko Matanovič, David Ness in pa Andraž Šalamun. To je pa slika z enih njihovih kasnejših tako imenovanih poletnih šolanj. Zdaj, v bistvu obstoj OHO-ja, ne, je zelo kratek, ne, OHO, pač tle imamo pet obdobij, 5 faz, ampak v bistvu razen te predzgodovine, ne, je pač v bistvu OHO obstajal samo 5 let, ne, od leta 1966 do 1971. Zakaj je zgodovina OHO-ja pomembna pač v tem kontekstu tega predavanja, ne, pač tle gre tako za umetnost, za sodobno umetnost, za neoavantgardno umetnost pač na območju Slovenije. Gre v bistvu tudi neka zgodba o tem, kako se je razvijala represija, ne, kakšna je bila represija v Jugoslaviji, ali pa recimo kako potem so se neke stvari zaradi tega, ali pa cenzure, ne, so se nekatere stvari selektivno zbirale, ne, oziroma tiste, ki se niso zbirale, so se pozabile, ne, zato nekako želim tle vam predstaviti malo te zgodovine. Pač najprej je ta predzgodovina, pač začne se s tem tremi mladeniči, no, pač slika Marka Pogačnika je iz tistega časa, pač iz začetka, to je leta 1962-63, ostale slike so malo starejše. Zdaj pač Marjan Ciglič, Iztok Gajser in Marko Pogačnik v bistvu se pač na podlagi nekih skupnih interesov so vsi hodili na kranjsko gimnazijo in potem so na podlagi nekih skupnih interesov prišli skupaj in so želeli izdati šolsko glasilo, ki se pač imenovalo Plamenica. Ampak ta Plamenica je imela neke sodobne pristope za tisti čas, abstraktne, nekaj, kar se ni vklapljalo v tedanjo pač kulturni pogled, ne, socializma. In v glavnem so imeli blazne težave, pač Plamenico so v bistvu prepovedali, še preden je bila izdana, ne. In v tem kontekstu pač sem hotel dati te slike, ne, ker v bistvu pač tako pač ta mlajša generacija, kot pač pol starejša, ne, so dobilo znako, ne samo, ampak nasploh te generacije, ki so se takrat živele neko kontrakulturo oziroma niso živele pač po ustaljenih normah večinske družbe, ne, so jih označili za huligane. Zdaj, ko mi pomislimo na huligane, ne, se verjetno predstavljamo nekoga, ne, črna trenirka, črna kapuca čez glavo, v ene roke bakla, v drugo verjetno palca. No, ampak pač oni so bili označeni tudi za huligane, čeprav ne izgledajo tako, ne. V bistvu pač v teh časih, ne, v 60-ih letih, v bistvu kar je bil v Jugoslaviji izraz huligana, ne, danes pojmujemo kot hipija, ne. Ampak pač oni so veljali takrat za huligane, pač bilo je neki, to so pač bili ljudje, ki so se drugače oblačili, so imeli neke, ne da so imeli vrednote, ki
imeli so samo neke mogoče drugačne poglede, ne, niti da bi bilo tako radikalno drugačne od ostalih ljudi, a ne. Ampak pač zdaj recimo, ne, pač to omenjam zato, ker pač ob tem poskuse, ne, izdaje Plamenice, v bistvu, in pač so jih dojemali kot huligane, ne, in je bilo to tako hudo, ne, da so mislili, ne, da je z njimi nekaj narobe, a ne, pač mentalno, ne, in Pogačnika v bistvu so ga prav prisilno hospitalizirali in so v pač psihiatrično bolnico tle, ki je zdaj Ljubljana Polje, in v bistvu, ne, pač je mogel praviti vrsto pregledov, ne, da je dokazal, da v bistvu z njim ni nič narobe, a ne. Zdaj na srečo, pač imel to srečo, da ga je v bistvu zaščitil pač psiholog Lev Milčinski, a ne, in je pač rekel, ne, pač ta fant je čisto normalen, a ne, mislim, dajmo se malo ustaviti, a ne, pač, ampak pač nekako že od tega začetka v bistvu sprejema ta neka ta ideja, ne, da so bili oni disidenti, da so bili uporniki, kar je na nek način res, a ne, ampak pač noben od njih ni pristal na Golem otoku, da jaz kakor vem tudi noben ni bil zaprt, no, ampak bom pa še malo sproti naprej povedal kakšne anekdote, ki pridejo. Zdaj, a ne, zdaj ne, preden gremo naprej, a ne, kaj je to sploh ne. Ta izvor imena je v bistvu zelo zanimiv, a ne, ima več izvorov, a ne. Zdaj, ena ta oblika je, ne, da pač je neka srednja oblika, ne, med oko in uho, ne. Jaz imam zdaj tle dva primera, pa ne zato, da bi rekel, ne, en je pravilen, en je napačen. Sploh zato, ker tudi Pogačnik sam pojmuje, a ne, da umetnik je avtor dela, ampak pač delo lahko kdorkoli tudi dopolnjuje ali pa dodaja, ne, tako da je to, da so različne definicije, kako prideš do oho, je v bistvu zelo v njihovem stilu, a ne. Pač da je v bistvu neka nadgradnja njihovega originalnega dela, ne. Zdaj, pač kot sem rekel, ne, pač en izvor je ta, ne, pač imamo oko in uho, pač vidimo in slišimo, ne, pač to je šlo zato, da mi vidimo in slišimo stvari okoli nas. Potem druga definicija, ne, uho je v bistvu pač znak vzklika oziroma začudenja, ne, to je pač tako imenovani manifest uho. Na desni je celotna stvar, ki je kar dolga, ampak jaz sem hotel tle vam pokazati, ne, ta obroba, ne, je sestavljena iz črk O in H, ne, tvorijo nek oho, a ne, in tudi vmes, pol med samim besedilom, a ne, pride tak vzklik, a ne, oho, ne, znak začudenja, ne, oho. Ja, ne, čudimo se stvarem, a ne, kar je bila ta v bistvu prva faza ohoja, ne, pač, ko so hoteli pač vsakdanje stvari dojemati pač kot nevsakdanje, oziroma kot nekaj enakovrednega sebe, ne. Pol je pa še tretja definicija ohoja, ne, je pa malo bolj ezoterična, ne, je pa ta združitev, a ne, kroga in kvadrata, da pride pač nek simbol, a ne, kjer kozmični križ, a ne. No, kot sem že prej rekel, ne, uho je bilo zato, da vidimo stvari, da vidimo predmete, zato pač bil poudarek na očeh, na ušesih, a ne, pač ta njihova prva uradna faza, ne, se imenuje reizem, a ne, izhaja iz besede res, stvar, po latinsko, ne, skoval je Taras Kernauer. V tem obdobju v bistvu je šlo, da so oni hoteli pokazati, da so predmete enakovredni človeku, da ni to nekaj, kar ne bi bilo, nekaj, kar je manj vredno, ampak da moramo v predmetih jih videti kot pač nekaj nam enakovrednega, ne, človek in predmet sta oba vredna občudovanja, ne, ni samo, da je eno več kot drugo. In pač, da so razvijali to tezo, ne, v bistvu so delali serije, a ne, oziroma pač artikle, tle vidimo Pogačnikove artikle, ne, drugače so pa delali te izdelke v serijah. Recimo znana anekdota, da so imeli en čas obdobje k štruklu in so pač živeli skupaj in so vsak dan jedli štrukle, ampak vsak dan so bili štrukle ene drugačne, ne vem, orehov, ne vem, malinov, taki drugačni, ampak vsak dan so bili štrukli in so pol primerjali, eni so boljši, eni so bili sladke, eni so bili grenke, tako drugače. No in potem v tej fazi v bistvu reizma je pa neka ločena, mislim, isto obdobje, ampak neka čisto druga stvar,
se pa reče projekti v parku Zvezda. Ne. To je neformalno ime, uradno se samo poznajo po imenah posameznih dela. Ne. Zdaj, ampak v bistvu te projekte v parku Zvezda so se izvajali samo leta 1968. Ne. Šlo je pa v bistvu za neke igrive stvari, pač happeninga, ne, in je bila zmeraj v bistvu povabljena tudi publika oziroma sprehajalca, ne, ni bilo tako neke konkretne publike, prav, da se pridružijo njima. Ne. Tle sem dal dva primera, en je pokop faraona na levi, zdaj pač nimamo video posnetka, no, ampak pač najboljši približek bi bil, recimo, če bi se lahko predstavljali nek pokop pusta. Ne. Pač to ni bil pust, ampak bila je procesija, ki je šla, mislim, da iz Rožne doline do Kongresnega trga. Te prve so nosili osebo zavito kot mumijo, pridejo na sredino Kongresnega trga, jo položijo v sneg in potem se pač tle niti ni videti, se začnejo pač zelo tako spontano in igrivo kepati. In no, potem pa recimo drug primer, ne, pa sploh nima imena, ne, je bilo pa v bistvu, so pa samo s kredo risali po asfaltu, ne, po trgu in pač vsi so lahko prišli, ne, tle vidite, ne, imamo pač otroke, ne, odrasle, študente in v bistvu ne, pač to risanje po pločniku, ki je v bistvu neka igriva stvar, nekaj, kar v bistvu poveže, ne, ali pa nagovarja skupnost, ne, da je skupaj v nekem, da nekaj skupaj počne, ne, in je čisto nedolžna stvar, ne, ampak v bistvu je to sprožilo te stare umetniške garde oziroma starih umetniških kritikov, je pa sprožila nek zelo buren odziv, ne, in so tudi takrat napisali ven, pač ko je bilo v časopisu Delo, čez celo stran je bil v bistvu nek ne lih manifest, no, ampak je bil tako članek, ne, demokracija da, razkroj ne, pač to je bilo videti tako, ne, če se izražamo, ne, da se mlajša generacija nekaj preserava, da se sam nekaj igrajo sodobno umetnost, ampak v bistvu nimajo pojma, ne. Zdaj pač namen te mladine ni bil nič kaj takega, ne, v bistvu Maško Križnar, en pač sopotnik tega pohoja, ne, pač pove v enem intervjuju, ne, da so oni zmeraj delali to predvsem iz zabave za sebe, a ne. Ni bilo to mišljeno zdaj nobena neka provokacija ali pa neko tako ne resno umetniško pač prestopanje meja, ne. No, potem pa pač druga faza, pač in v te projekte v parku Zvezda potem tudi pade Triglav, ne. Potem je ena faza, ki je v bistvu eno leto, ki so počeli, mi smo imeli 3 različne faze, to je bila recimo arte povere, to je pač v slovenščini nekako revna umetnost, to je nekako nadgradnja reizma, ne. Če je bilo reizma, da naj bi bili predmeti enakovredni človeku, a ne, oziroma da jih lahko, da jih vidimo, a ne, predmete, ne, šlo pri tej revni umetnosti v bistvu zato, da vsak predmet v bistvu lahko postane umetniško delo, ne, ker te revne umetnosti v bistvu so materijale, ki jih najdemo, ne vem, pri nas doma v drvarnici ali pa v jarkah ob ceste, pač glina, pač z lopato izkopana, recimo rjaste predmeti, železa, deske, tle recimo je pač na desni strani tu kup žaganja, recimo, ne, pač vse te predmete, ne, tukaj zdaj pridemo v to v bistvu konceptualno fazo umetnosti, ne, kjer v bistvu mi moramo nekako poznati tudi, kaj so umetniki želeli s tem sporočiti, ne. Čeprav tle v bistvu je šlo še zmeraj bolj samo zato, ne, da se te predmete sploh urine v galerijski prostor, ne. No, potem druga tak pač umetniška faza je bila body art, ne. Zdaj tle treba že povedati, ne, da v bistvu že pri happeningih so pač pohojevce bile prvih, a ne, v Sloveniji in v Jugoslaviji, ki so prakticirali happening kot tak. Za body art pa v bistvu velja, da je bil prvi pač body art dogodek izveden sploh v Jugoslaviji, je bil pač iz skupine Oho, ne. Prav tako recimo je bila pač ta revna umetnost, prva razstava revne umetnosti so tudi pač jo naredili Ohojevce. Zdaj, to je pač to je ta slika tega prvega body art dogodka, ne, danes so malo bolj ekstremne, takrat je bilo zadosti, če je pač človek ležal na sredini galerije. Pač ta slika velja za pač prvi body art, to je David Ness. Obstaja pa še ena slika, ki naj bi bila 15 minut pred tem prvim body artom, ki je pa pač
isto izvedel pač samo Simčič. Zdaj pa še tretja pač, ta faza v letu 1969 je pa ta land art oziroma krajinska umetnost. Tle se gre pa za to, da v bistvu hojevci grejo ven iz galerij in pač nazaj ali pa v bistvu naprej v naravo. In zdaj pač gre se za to, da je to nekaj sozvočje z naravo. Tle imamo recimo ogledala na levi strani, ki so postavljena v naravo, medtem ko je tu pač naslov tega dela desnega pa je Žito in vrvica. In v bistvu to žito in vrvica pač tudi recimo v svetovnem merilu velja za eno pač najbolj prepoznavnih in reprezentativnih pač umetniških del te neoavantgarde s področja Jugoslavije. Pač, ne pa recimo Triglav. Pač Triglav je pač tisti slovenski fenomen, bolj drugače nagovarja, kot pa recimo svetovno javnost. Potem sem hotel tle dati sem tako za približek, da v bistvu pač ta krajinska umetnost ne bila tako pač takrat v korake s časom, pač neodvisno, ampak v korake s časom pač tudi z drugimi pač državami. Recimo na levi strani od Matanoviča umetnik 1000-krat prehodi pot, 1000-krat prehodi eno in isto črto in naredi nek odtis v narave. Medtem ko na desni je pač podoben projekt z Amerike, imenuje se Double Negative, avtorja Michaela Heitzerja. On je pa s kopačem prekopal 240,000 ton zemlje in naredil tako črto čez kanjon. Pač tako, recimo, ta primerjava med to ameriško grandioznostjo in v bistvu to ohojevsko-slovensko intimo. Pol pa še predzadnje obdobje, to je transcendentalni konceptualizem. Zdaj, to so bile pa zelo tako, to so bile pa res abstraktne projekte, več ali manj v bistvu so bile zelo tudi konceptualne, v bistvu več ali manj obstajajo samo na papirju kot ideje, pač kaj so se oni zamislili, da bi bilo ali možno izvesti, ali pa zanimivo izvesti. Zdaj pač, če malo povečam, to je bil v bistvu tako imenovani v bistvu telepatski projekt, ker v bistvu v tem obdobju postane v bistvu na pragu svetovne slave. Povabijo jih recimo pač izven države, v New York, Nemčijo, Italijo, in pač, ko so šli v New York v MoMO, Museum of Modern Art, so recimo pač delali tako imenovane telepatske projekte, da so vsak dan pač probali narediti črtico na krog in pol so primerjali, če so jo uskladili ali ne. Zdaj, tle ni šlo čisto za telepatske projekte, ampak v bistvu je šlo tle za vaje, za krepitev neke dinamike skupine, neke povezanosti. Pač oni niso to dojemali kot neko telepatijo, da bi lahko komunicirali, bil kot povezanost. Pa so pa še pač primere malo drugačnih teh del. In potem na koncu pridejo v bistvu v družino v Šempase. To je pa v bistvu komuna, to je prava hipijevska komuna. Pač v bistvu odpovejo se svetovne slave in se preselijo v komuno. V bistvu te komuni po prvem letu ostane samo še Pogačnik s svojo družino, ostali se razkropijo po svetu, iščejo neke svoje drugačne pač poti. In tako se pač potem zaključi ta zgodovina hoja. Zdaj, konkretno, Triglav, zgodil se je 30. decembra 1968, letos bo 57 let od tega dogodka. Bili so 3 umetniki, Milenko Matanovič, to je ta na sredin, David Ness z očali in pa Drago Della Bernardina na vaši desni. Zdaj, zgodil se je v parku Zvezda. V bistvu ta konstrukcija je bila zelo preprosta. Od spodaj tukaj je lojtra, pa je ena deska čez, kot v bistvu oblike A. Čez je črna plahta in pač oni gledajo ven. Bil je mraz, bil je sneg in pa oni so v bistvu 3 ure nepremično tako sedeli, pač vsem na ogled. Zdaj, zakaj je tukaj šlo? Pač v današnjih cajtah se tu dojema kot neko monumentalno delo, kot neko v bistvu upora, ampak v bistvu je pa šlo za to, da je Matanovič se zamislil, ker je Triglav tak nek kulturni simbol, rečemo, vsak Slovenc mora iti vsaj enkrat na Triglav,
Ljudje so pa recimo tudi stari, onemogli, lahko so invalidi, in ker je pač decembrski čas obdarovanja, je hotel dati vsem Ljubljančanom darilo in je pripeljal Triglav v mesto, oziroma na sred mesto, da ga vse lahko vidijo, da pridejo vse lahko vsaj do njega, če že ne na njega. In potem pač spet žal posnetek ni možno dobiti, imamo pa drugo najboljšo stvar, so pa pač izseki iz posnetka, tle lahko vidimo umetnike, recimo tukaj pač so nepremične, gledajo naravnost, potem imamo pač odzive ljudi, ki so od nekega začudenja starejših, pa tudi mlajših, do recimo čistle nekega igrivega pač reakcije. Zdaj na samem dogodku naj bi bila prisotna tudi policija, ampak po pričevanju teh umetnikov pač so bili oni tako začudeni kot vse ostale, in pač niso reagirali, so jih samo gledali, kaj se dogaja. Tako da pač originalen dogodek pač strani oblasti ni bil problematičen, samo pač mladina je neke čudne stvari se igrala sredi zime. Pač zdaj, ker sem že prej Neza Matanoviča predstavil skozi projekte, tudi Drago Delo Bernardina je delal projekt, recimo to je en tak njegov najbolj znan projekt, Drago Bernardina razstavlja podvoz. Če v bistvu spet neka igra, interna igra, kako nekaj narediti. Zdaj, kaj je rekonstrukcija? Rekonstrukcije pač delimo v bistvu na 4 dele, mislim na 4 kategorije. To so ponovitve, recimo pač, da se nekaj skozi ponavlja, obuditve, pač, da se po krajšem času spet vrne neko delo nazaj. Rekonstrukcija, to je po daljšem času neka stvar vrnena nazaj, pa z drugo ekipo, in realizacija recimo je pa pač, da neka delo, ki ni bilo izvedeno, se izvede na novo. In pač potem pri teh rekonstrukcijah, ki sem jih jaz raziskoval, v bistvu pride vprašanje, kaj je, pač kako jo narediti, obstajata neke 2 vrste, neke 2 ideje, kako ne. Eno je rekonstrukcija, da jo narediš čim bolj zvesto originale, pač da zgleda tako iste materiale, iste barve, iste kostume, isto vse. Drugo je pa v bistvu, da je rekonstrukcija pač verna po sporočila ali pa po odzive publike, kar pa pač v današnjem času, recimo pač je razlika, 30 let, pač težko dobiš isto odziv publike, kot pred 30 leti, če narediš isto fizično rekonstrukcijo. Torej pač pride pol do vprašanja, kako pač recimo fizično aspekt rekonstrukcije malo predelati, da potem dobiš lahko nek isto odziv. Kar potem pač privede tudi do tega, da pač recimo pač obstajajo neke pač ideje, da če hočeš narediti dobro rekonstrukcijo, moraš nekako probati vključiti vse prvine, pač nekako to historično dimenzijo, pač odzive publike, da bojo podobne, pa tudi v bistvu pač tle je pač ta Benedetti sicer delal bolj komercialno, ampak v bistvu da pač narediš neko rekonstrukcijo, ki pač dopolni neko ponudbo kulturno, da jo ne narediš samo zato, ki jo lahko, če nima smisla. In potem v bistvu pač pri teh rekonstrukcijah Triglava, gre za to, najprej imamo neko protorekonstrukcijo, to se imenuje Beli Triglav, narejena je izvedena je bila v Novem Sadu. Jaz sem jo vključil kot rekonstrukcijo, ker je pač drugačna, drugačno kulturno okolje, drugačna tkanina, pač ljudje drugačno dojemajo, pač jaz si predstavljam, da je pač tu polje rekonstrukcija, ker ima drugačno sporočilo že v osnovi, kot pač je izvedena v Sloveniji. Potem pa prvo pravo rekonstrukcijo izvede pač skupina Irvin. Skupina Irvin pač ustanovijo leta v bistvu 83, od leta 84 pa so skupaj s Slajbah in gledališčem Sester Scipio Nasice pač so ustanovijo pač novi kot državo, Neue Slovenische Kunst oziroma NSK, s kratico. Zdaj Irvin že od samega začetka v bistvu so nekako imeli za cilj, da pač kako narediti slovensko kulturo, pač neke izgubljene elemente slovenske kulture nazaj javnosti predstaviti. In pač v bistvu njihov prvi projekt se imenoval Svoj k svojim, začeli so ga v bistvu že leta 86, ampak potem so ga pa nadaljevali leta 2003-2004.
naredili so v bistvu ta Triglav, ampak pri njih pa ni šlo več za to, da bi naredili darilo Ljubljančanom, čeprav je pač v bistvu, kot vidimo, ne, so dokaj verno pač fizično rekonstruirali happening. Njim je pa v bistvu šlo, ne, da posnamijo neke visoko ločljivosti fotografije, jih dajo v galerijo in pač skozi ta galerijski prostor v bistvu pač Oho predstavijo nazaj Slovencem, ne, slovenske stroke in pa tudi slovenske širše javnosti, ne, kar jim je v bistvu tudi uspelo, ne, ker v bistvu, če pogledamo, ne, pač imamo 3 te, ne, pač razstave Ohoja smo imeli do zdaj, retrospektive, ne. Na prvi je ta zelo reističen samo Oho, potem imamo te njihove odlitke, ki veljajo pač za avantgardo in so pač nekaj posebnega v tem slovenskem prostoru, ne, pa potem pa že pride Triglav, ne, čeprav, kot sem prej že rekel, ne, pač tu na svetovnem nivoju ni bila njihova najbolj znana stvaritev, ampak pač za Slovence pa je bila, ne. In pač potem skozi to, v bistvu, skozi te Irvinovske akcije, v bistvu Triglav postane tako nek hišni pojem, kar se tiče Ohoja, ne. No, potem pa pač pridemo še do druge rekonstrukcije, ne, tukaj so pa pač bili 3 Janez Janša. Jaz sem dodal še pač od zgori dol, od leve proti desni, ne, pač vsi so Janez Janša, oziroma Žiga Kariš se zdaj nazaj preimenoval, ampak dodal sem tudi njihova prejšnja imena, zato ker so tudi pod prejšnjimi imeni zelo veliko naredili za slovensko umetnostno sceno. Vsak je zase ločen umetnik, oni ne tvorijo nobene skupine, ampak za ta projekt pa so se združili. No in oni so pa pač pol naredili Triglav na Triglave. Oni pa niso bili več v Parku Zvezda, oni so šli pa dejansko na Triglav gor. Najprej so šli na vrh in pol pač, ker so videli, da na vrhu se ne morejo dobro slikati, so šli pod vrh, da so jih turiste slikali. Zdaj, dogodek se je izvedel 6. avgusta, tle ne pa, kot vidite, ne obletenc, kot sem tudi že prej na začetku rekel, če greste avgusta na Triglav, je vsak teden kakšna obletenca, kaj se je gor naredilo. In pol v bistvu, ne, te Janeze Janše v bistvu so pač lik za to, pač je tu pomembno, zakaj je tle toliko obletnic, pa zakaj so šli na Triglav, ne, ker oni so pa videli, ne, da zdaj Triglav je postal spet nek ozaveščen simbol, ne, v Sloveniji, ampak oni so pa ampak se ga se ga prilaščajo, ne, se ga prilašča, ne vem, ena umetnostna struja, pa druga, pa ne vem, leva politična struja, pa desna politična struja, ne. Oni so pa rekli, dajmo mi dati čim več pomenov gor od vseh možnih strani, a ne, in pač je toliko teh pomenov, v bistvu, če bi se predstavljali kot nek balon, a ne, da se pač te pomene pač za Triglav pač kot balon napihujejo in to samo enkrat poče in ni več balona. In v bistvu pač tudi Triglav potem spet postane samo nazaj gora, ne, postane samo gora, v bistvu simbol za vse Slovence nazaj, a ne. In potem, kot recimo vidimo, a ne, tudi pol v kasnejših časih, a ne, pač ta Triglav, a ne, pač po teh, ne, intervencijah oziroma rekonstrukcijah, a ne, dobiva pač nove te interpretacije, pač ljudje ga na novo pač postavljajo, ne, in tudi recimo pač še danes je to skozi te rekonstrukcije živi to delo naprej samo v drugačni obliki.